Ker je naš glavni cilj, da se začne z gradnjo osnovne šole Frana Albrehta, najkasneje v prvi polovici leta 2010, z adaptacijo in dozidavo osnovne šole Toma Brejca, pa v letu 2011, župana sprašujemo, postavljamo nekaj naslednjih vprašanj. V kateri fazi so postopki izdelave projektov za 2 mestni šoli in katere korake se načrtuje v letu 2009? Kdaj bo izdelan OPPN za obe šoli in kdaj se pričakuje njegov sprejem na seji občinskega sveta? Kako realna je možnost, da se projekt zaključi najkasneje v prvi polovici leta 2013, ko naj bi se uredile tudi zunanje športne površine? Zanima nas prav tako, ali bodo zahteve investitorja v tem primeru strožje, kot sicer določajo veljavni predpisi v zakonu o graditvi objektov in podzakonskih predpisov, in sicer še posebej na področju energetsko-varčne gradnje. Ali je uprava že pripravila energetske študije oziroma kdaj jih namerava? Sami smo prepričani, da se taka gradnja na dolgi rok prav gotovo splača oziroma bi se pokazala kot prava odločitev. In nazadnje še, kakšna je ocenjena vrednost projekta in na katere razpise se bo občina prijavila za pridobitev dodatnih sredstev. Hvala. Za javnem natečaju, ki je bil razpisan v vodnem strani Zveze za arhitekturo in prostor Republike Slovenije, ker je zakonska obveznost, sta bila kot enakovedna izbrana 2 elaborata, ki sta bila tudi predstavljena na razstavi tej občinski hiši. Skladno z določili pravilnika je občinska uprava s pomočjo ekspertne skupine, ki se je imenoval, izpeljala pogajanj s projektanti od 2 nagrajenih elaboratov. Izbrani oziroma nagrajeni so bili elaborata, so dobila ne prva, ampak drugi nagradi. Dosežen je bil sporazum, s katerim bilo projektiranje nove osnovne šole Frana Albrehta zunanje ureditve dodeljeno projektnemu ateljeju Kočevar, d.o.o., projektiranje nove telovnice, dograditev in adaptacijo obstoječe osnovne šole Toma Brejca pa projektnemu biroju Ravnika Potoka, d.o.o. Obe projektantski hiši imata reference in mislim, da tu ne bi do težav in predvsem do usklajevanja nalog. Pred pripravo podrobne projektne naloge je bilo potrebno premostiti precej težav, zato smo upravili geomehanske raziskave na terene, s čimer smo dobili relevantne podatke, ki so potrebni za odločenje o izkopih in zemljenjih in tako naprej. Sočasno smo pridobili tudi uradno tolmačenje o gradnji zaklonišč s strani Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, osnovi katerega ni potrebno projektirati zaklonišč, kar precej zniža celotno finančni zalogaj. Na končno odločilo seveda vpliva tudi investicijska sposobnost občinskega proračuna, kako bomo razdelili te naloge, ki so seveda okvirno ocenjene, kako bodo te naloge izpeljane, pa vendar scenarij približno razgleda takole. V letu 2009 seveda se mora tako v začetku leta podpisati pogodba z obema projektivnima birojema, doslej smo še usklajevali ali zaklonišča pod osnovno šolo parkirišča pod osnovno šolo Frana Albrehta ali samo zunanja parkirišča, možnost nadgradnje tudi s platojem teh parkirišč, ki vendarle zakonodaja zahteva določeno število parkirnih mest. Torej, izdelava idejnega projekta in investicijskega programa za vsako šolo posebej, prijava na razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje osnovne šole Frana Albrehta, pričakujemo, da bi bil rok maja prihodnje leto. Nadalje, izpeljava postopka, govorim o letu 2009, izpeljava postopka sprememb in izpolnitev ureditvenega načrta K9 šole, v katerem bodo umeščeni novi objekti, obeh šol, zunanjega igrišča, parkirišča in tako naprej. Izdelava PGD PZI, takoj bo sprejem in dopolnitev ureditvenega oziroma OPPN K9 šole, potrebno vložiti dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Že v času izdelave PZI projektov vzporedno peljati postopke začetka javnega razpisa in rešiti morebitne nejasnosti ali dileme, ki bi lahko povzročile zaplete na javnem razpisu za izbiro izvajalca. Potrebno je potem objaviti javni razpis za izbiro izvajalca, morda celo za obe šoli, ker v paketu morda ugodneje, tudi ponudbe so lahko ugodnejše. V letu 2010 podpisati gradbeno pogodbo, pričeti izgradnjo osnovne šole Frana Albrehta, načrtovano dinamiko zaključka gradnje in pridobitve uporabnega dovoljenja do zimskih počitnic 2011 oziroma najkasneje do junija 2011. Torej selitev učencev obeh zavodov, učenci Frana Albrehta v novo šolo Toma Brejca, začasna selitev v Frana Albrehta v staro šolo. V 2012 izpeljati postopek javnega
javnega naročila za gradnjo osnovne šole Toma Brejca, torej če ne bo v paketu za osnovno šolo Frana Albrehta, poseliti učencev osnovne šole Toma Brejca v staro šolo, pričeti z rušitvenimi, torej nazaj v svojo šolo, že obnovljeno, torej Toma Brejca, pričeti z rušitvenimi in adaptacijskimi deli nove telovadnice osnovne šole Toma Brejca in zaključiti do šolska leta 2011-2012 učence, torej potem odseliti takrat v te prostore. Zatem prihaja rušitev obstoječe šole Frana Albrehta. Potrebna bo dogradna povezave med novo osnovno šolo in športno dvorano, govorimo o Frana Albrehta, zgraditi igrišča, parkirišča in celotno zunanjo ureditev, računamo do poletja junija 2013.